Ganga vse je bila ta najlepša, no, najbolj simpatična proga med tistimi. Čeprav so bili verjetno vsi enaki. Toliko za njo skrbijo ti fantje, to mora preživeti tako kot jaz. Mislim, še 20 let živeti. Bil sem tukaj v vrtu, potem sem bil na faksu in potem sem bil v šoli. In to, kar je bilo v vrtu, je bilo sigurno nekaj najlepšega. Takoj sem našel kontakt z nekaterimi živalmi, ko sem prišel. Volkulja in volk sta bila moja prva dva prijatelja, opice, šimpanz posebno, pa svinjska opica, Rozika. Rozika je bila fina, ko ne vem kaj, ta je bila tudi fletna. Z medvedi sem imel tudi pravzaprav kar nekaj posla, takega, da smo morali kar malo veterinov uporabljati. V glavnem, tistih 5 let je minilo ko blisk in v teh 5 letih sem doživel toliko, kot bi normalen človek doživel po moje v 15 letih. Mi smo hoteli ta vrt narediti malo večji vrt. Ta ekipa, ki je takrat bila, to je direktor Vesel, tehnični direktor Pavlin, pa jaz kot vodja vrta. In smo tudi načrtovali, kaj bomo nabavili, kaj moramo zgraditi, zato da bo vrt postal večkrat bolj pomemben. V občini takratni Ljubljanovič Rudnik smo imeli veliko podporo, tako da finančno tudi, pa zveze so nam našli, pa pomagali so nam pri dovoljenjih, seveda in tako naprej. Nič ni bilo problemov, skratka, povsod so našli zelo na roko. Mi smo se odločili, da bomo tudi slona nabavili. Mi smo takrat zelo sodelovali, zelo intenzivno tudi z Emono. Emona je bila takrat največja taka kmetijska živilska firma v Sloveniji. Če smo rabili nekaj, Emona, kamion, pa so pripeljali. Če so se stresle tam ene banane nekje na barju ali pa na avtocesti, smo šli mi po tiste banane s kamionom od Emone in jih peljali v hladilnico od Emone, zato da smo jih potem imeli dalj časa. Skratka, Emona je veliko naredila takrat za nas. Pa ne samo Emona, tudi druge firme. Ne. Mi smo kupovali leva, je lev dal zraven denar. Mi smo videli, kako bi prišli do črnih labodov, je labod iz Novega mesta denar dal. In tudi pri slonu je seveda, je sodelovala Emona. Van den Brink je bil trgovec, ki je prodajal vsem živalskim vrtovom živali. Je bil tudi dober, zelo dober trgovec. On ni samo rekel, to toliko stane, adijo in gremo, ne? Ampak je vedno nek kontakt, za tega se obrniti tja, ta najbolj ve, tle boš največ zvedel. Tako da jaz sem šel takrat, mislim, da na Dunaj, preden smo dobili Gango, se pogovoril s tistim veterinarjem, ki sem ga gor poznal. In enem od njih, seveda, mislim, da je bil šef on takrat, in mi je povedal vse, kar se slona tiče, kaj je treba delati, kaj je, mene je skoraj kap zadevala, kaj bo vse treba delati. Ker tam so imeli, ne vem, 5-10, se ne spomnim, ampak kar nekaj slonov. Ne. To, kar sem jaz danes videl v živalskem vrtu, ne, mislim, da je bilo celo na nižji ravni, kot je bilo to danes, pri vas narejeno. Koliko je pomemben človek. Ne. In koliko je pomemben človek, ki je uspešen pri svojem delu. Pa to je nenadomestljivo. Nekdo, ki zna slonom takole delati, kot tele fantje delajo, tega bi jaz nosil po rokah. Ne samo to, tudi tisti ljudje, ki pridejo gledati živalski vrt, 80% jih pride gledati to, kar se sloni dogaja. No, skratka, on mi je povedal, kako to približno gre in kakšni problemi me čakajo kot veterinarja. No in tako je Van den Brink rekel, ja, da je pripeljala ladja na reko. Ja. In ko je pripeljala na reko, sem jaz seveda bil že en dan prej tam. To je bila najlepša dan med tistimi. Zanimivo to, da če vidiš ti toliko slonov, ker 10 slonov si že kdaj videl 10 slonov, težko ne, na kupu. Ne. In tam jih je bilo 10, ne, pa to, vsi taki mladi, lepi in tako naprej. Ne. Pa taki, da bi rekel, se malo igraš z njimi lahko, ne. Si imel občutek, nismo je tehtali nikoli, no, ampak ne, če je imela 500 kil, ne. To se pravi, taka
en bik, recimo, ja, brez rok. Meni je bila zelo všeč, v začetku sploh, že zato, ker sem bil tudi na koncu malo važen. Nisem važen iz sorte človeka, ampak ponosen recimo, na to, da sem bil prvi, da me je prva tudi nekaj malega ubogala, da je to pa res ne bo problem, ko bo to zraslo tam v 2 metra, 3, ne, kaj sem, koliko bo to. Pri taki živali imaš en respekt, ne. Čisto drugače je bilo ko smo druge živali dobivali, bobre, ki so bili tako neosebni, mojce, to se pravi šimpanze, ko so zelo osebni, slon je pa nekaj takega, da spoštovanje vzbuja, ne. Moram reči, da vedno sem imel spoštovanje do nje. Ne bi jo mogel trenirati. Če bi jo jaz treniral, bi jo verjetno 50 let, da bi pol tega znala, kar ona danes zna, ne. Ker je ne bi hotel ne vem kako obremenjevati, ne. Mislim, da so ti današnji časi in ti fantje, ki so danes s to našo gango in s temi šolami, ki jih imajo, ne, in s temi izkušnjami, to je neprecenljivo, ne. Zima, sneg, iz Postojne dol so bili majčkeno manj kot zameti. Takrat so bile še zime, tako kot se spodobi, pred 50 leti. Vi ste premladi, da bi to vedeli, kaj pomeni zima, ne? Razen če ste bili kje na severu ali pa v hribih. Takrat je bila cesta mimo Ilirske in tam dol proti reki kot bob steza, ne? Tako da nas je bilo prav strah, kako bo ta transport izgledal nazaj, ne? No, v glavnem, jaz sem prišel dol. Seveda takoj zjutraj, naslednji dan, grem na ladjo, ki je bila že tam na reki. Ja. Tam je stalo tako 10 kontejnerjev na tisti palubi, seveda majčkeno morsko, tako da so bili vsi odprti kontejnerji, vrata odprta, ene 2 štangi tako čez, tako da so sloni imeli zrak in tako naprej. Tam me pelje k tisti naši slonici. Ja, ime smo ji dali Ganga, še preden sem šel dol, seveda. Ganga vse je bila ta najlepša, no, najbolj simpatična prav gotovo med tistimi. Čeprav so bili verjetno vsi enaki, pa enako stari, tudi tam 2-3 leta recimo. Sem bil mlajšega, mislim, da ni bilo. Mi je bilo všeč, da je bilo tako prej med manjšimi kot med večjimi. Ja, je bilo tako, da sem lahko čez njo videl. Ja, kakšni so bili tudi taki, da so bili že večji od mene, ne. On mi začne govoriti, ta skrbnik, ki je bil z njimi mesec pa pol, so bili na ladji, ne. Iz Indije, pa je povedal, da so imeli tudi razburkano morje, grozen, ladja ni bila tako grozno velika, ne. Če je bilo tam za več kot 10 kontejnerjev prostora, ne. To je bilo nekaj bolj taka barčica za oceane, ne. Pove, s čim jo hranijo, kaj ima najraj, kako se jo oskrbuje, kaj je treba čistiti, ampak nič kaj preveč podrobno, no, moram reči. Pa saj to vse je, saj to, vem, da bi bil en tak flegmatik, on je bil zato tam, da tisti mesec pa pol preživi, no. Ne sloni, ampak on, ker je bil pa sam z njimi, ne. Tako da je bil kar vesel, da se nekom lahko pogovarjal. Kako boste to transportirali, sem rekel, ja, kamion bo prišel, pa jo bomo dali kamion, pa je to kakšen problem, ja, bomo videli, ne. In mi smo bili tako neumni, to je neverjetno. No, v glavnem, to so neizkušeni ljudje, ne. Enostavno so dali kamion zadaj odprt, ob straneh je cerado, ob straneh je imel bale, in notri je bilo 1 meter prostora, tako da se ni moglo obrniti. Pa še nekaj bal viška, da smo pa na koncu, ko smo jo zaprli, da smo tiste bale tako dali, da ne bi slučajno zadaj ven skočila. Prišel granik, je dvignil kontejner, ga nesel na en plato, to se pravi kamion brez ograj, ne. Potem je pa tovornjak vzvratno speljal čist do tega kontejnerja, ne, kjer je bil, ko so ga odprli, seveda potem ona bi lahko samo enostavno šla čez, ne. Ampak ona je zagledala tisto špranjo 2-3 centimetre svetlobe, ki je tam gor seval, nekaj groznega je to moralo biti za njo. In ni šans, da bi šla čez, ni šans. Porivamo mi, delamo, govorimo, psihološko in fizično vse smo naredili, kar pa tam nas je bilo kar ne 3-4, še zraven so prišli ljudje. Nekdo še noter, pa tam en trak, nekaj čez dal, no, čez tisto. Da ne je bilo tisto, manj ni na misel nam ni prišlo, ne. Končali smo to tako, da smo jo privezali, štrik skozi kamion in potem smo jo vlekli, pa porivali, pa nogo vlekli, da se naprej premaknila, pa spet. In tam je skoraj skočila čez tisto
Ko je bila s prvimi nogami čez, pa kot da ne bi bilo nič, tanka in je bila tam v kamionu. Ne. Pot nazaj 3 ure najmanj, ker je počasi vozil po tistih ridah tam gor. Šoferju sem rekel, da greva na kofe, tiste gostilne nam nikoli pozabil. Pa sem jaz rekel, jaz pa raje ne grem, kar pejte na kofe, pa tle počakam, da ne bo kaj narobe, če začne nekaj se premikati prav. Malo tam odgrnem tisto cerado, je bila zelo mirna, brez problemov. In pridemo v vrt, 7-8 zvečer, tema, sneg leti, krasno vreme. Sneg naletava tako kakšna kičast film. Ko smo odprli tovornjak, pa tisto stranico dol, in ko so dali te plohe, ne, da bo lahko po njih šla s tovornjaka dol, ni bilo tako strmo sploh, ne, ker je bil tovornjak nižje. Jaz sem šel noter, jo prijel takole za ušes in ganga, to je bilo govorjeno, je bilo pa toliko, da po moje takrat je bilo že kar počas dosti tega, no, ganga, pridna gor, dol sem pa tja. Jo prijel, jo počasi obrnil na kamionu, ne. Sem rekel, nazga, grejo pa te dol, tam je bilo osvetljen, reflektorje se je prinesel. Naštimal se tako, da je bil praktično cel vrt je bil tam. Takrat je se bilo 30 zaposlenih, ne vem, 20 ljudi je bilo sigurno. Špavir naredil, tam ona ni mogla drgati kot, ni hotela niti. Ona sam bajto se gleda, tinki sva šla takole, lepo čist gor skozi hodnik do karantene. Tako da sem jaz občutek, da smo najboljša prijatelja na svetu, res. Dokler se ni nekaj zgodilo, ki je bilo konec potem tega prijateljstva. Pa je zanimivo, z mano ni imela nobene slabe izkušnje, ne. Nikoli, kot sloni pravijo, tisto njihovo zelo pamtilo, ne. Da se spomnim, kaj se je nekaj zgodilo, takrat si mi zapikne, takrat ne boš nič z njimi naredil. Hrana pravzaprav ni bila problem, ker to, kar je rekel ta skrbnik, makar ji daš, ona je, ne. Ja, tam v Indiji, kaj pa mislim, da je imela v Indiji, se nič ni bilo, ne. Seno. Slama pa bolj, kot seno, ne. Tako da vse, kar je bilo tukaj, je bilo samo luksus. Hrana ni bila problem, ker sem dobil tudi od zgoraj iz Avstrije, Nemčije, ja, iz Dunaja. Dunaj, München, Frankfurt, ja, to so bili osnovni trije, kjer sem dobil jaz vse informacije, recimo, ne. In to telefon, ne, takrat ni bilo interneta, takrat je bilo vse majčkeno težje, ni bilo video klicev. Ja, to je bilo od decembra, konec decembra, do poletja, ko smo jo lahko ven dali. To se pravi, tam po moje junija, kaj takega. Ja, takrat smo malo pregledali blato, ono tretje. Kri nismo nikoli imeli, recimo, ne. Vsaj v mojem času ne. Ljudje so živeli, takrat ni bilo mobitelov, da bi to snemali, veste, ker to bilo drugače, pa te social medija. Ampak seveda se je to razvijalo, da je slon v vrtu, ljudje so začeli hoditi tega slona gledati, tudi v tej karanteni, ker ta hodnik je bil predeljen, ampak je imel eno okno noter. Tako da skozi tisto okno se je lahko videlo to slonico, ne. Potem pa, ko je šla ven, pa sploh ne. Ko sem jaz hodil okrog po vrtovih v Evropi in ker sem vedel, kaj bomo vse nabavili, sem seveda se osredotočil na tiste obore, tiste stavbe, kjer so te živali, ki jih bomo mi nabavljali, vse poslikal, posnel, kakšen vrt, nam je dal tudi kakšne skice in načrte, kaj je pa mora biti, kar dosti opremljen, sem prišel nazaj. Največ, Van den Brink prvi in s tistim na Dunaju, recimo, s tistim, ki sem se pogovarjal, pa potem pa na ladji, en konc in to je bilo to. In potem enkrat pozneje še pri enem cirkusu, ki je v Ljubljano prišel tisti trener slonov, z njim smo imeli tudi dolge pogovore, pa tako, kar si vzel čas. Ampak tisto je bilo, na tak način jaz ne bi imel slona. Gradbeno dovoljenje in to smo dobili seveda takoj. Mi smo zidali, ker je bila v karanteni, tam v tistem hodniku, no, kamor smo jo pripeljali, je bila do pomladi. To se pravi samo čez zimo, ker je bilo tam lahko tudi ogrevati, ne. In tako da je bilo v približno normalnih prostorih. Ko smo jo ven dali, smo jo dali pod morskimi levi, zraven njih, v tisto oboro. In to bi bil že kar en konkreten prostor, v redu.
In tam je bila pa, jaz mislim, da verjetno celo leto, medtem ko se je zidalo. Ne. Tako da moram reči, da se ne morem spomniti, ampak verjetno je bilo tako, da je šele naslednje leto bil slonjak narejen. To se pravi, ona je prišla decembra nekega leta, 77, 78 je bila že zunaj v tisti obori pod levi. Tisti je bil dober prostor za njo. Ja. Edino ne bi počela tega, kar danes počne. In 78, 79 je bil pa slonjak narejen. Ne. In potem smo jo preselili tja. Ja. In ko smo slonjak delali, me je zdaj prav prizadel, ker je ta mož, ki zdaj obvlada tega slona tako močno, to je tale, ja, da je rekel, da smo naredili eno napako, lahko da smo jo, ne, to pa res pred 50 leti. No, skratka, tudi pri gradnji slonjaka, ne, nam se je zdelo tisto seveda vse super in krasno, tudi z bazenom vredno. Ja, tega se žal ne spomnim. Že v karanteni se je namreč pokazala, da zna biti tudi zoprna. Tega sem imel tako zelo slabo izkušnjo z njo in v tistem majhnem prostoru smo bolj v rokavicah z njo delali. Ne. Ko je šla tukaj ven, pred tem pa je seveda noben ni, naganjali nismo, vse je bilo bolj na izi, polahko, kolikor se je dalo, pa bolj na 2 metra razdalje. Ne. Definitivno ni bilo niti enega takega fanta, ki so danes. Niti enega. Ker mi smo takrat v živalskem vrtu delali živalski vrt, gradili nove stvari, dobivali nove živali, večje živali. Takrat je bil en tak majhen boom tega živalskega vrta v Ljubljani. Vesel in Pavlin sta izredno veliko pomembna za to, da je to tako, kot je. Šele z mojim časom so v živalski vrt začeli hoditi veterinarske tehniki, ne? Ker sem pač jaz bil veterinar in tako in so mi bili blizu. Na praktičen pouk so prihajali in takrat smo te veterinarske tehnike začeli imeti kot oskrbnike. Ker skrbnik, to ni čistilka, ne? Ja. Če nima glave, potem ti uide lev, tiger, še hujš, ris, jaguar, zebra, vse ti lahko uide. Ja. Kar je tudi bilo. Potem nismo imeli takega odnosa blizu. Ne. Z njo nisem imel nobenega dela, bom rekel, zelo enostavno. Jaz sem njo jemal kot nekaj, kar bo. Relativno majhna, ni bila še pravi slon, ne, takrat v mojih časih. Ampak ko bo to zraslo, pa ne bo tlele, še prostora ne bo tle noter, da se bo obrnila tam, kjer je bila ona. Ne. Recimo, ko bo to v tistem slonjaku, takrat bo pa to nekaj res pomembnega. Ne. In mi je ona na nek način pa odbijala me. Ne. Ona ni dovolila, da bi jaz šel pa da bi jo pobožal, kje da nekaj podobnega naredil. Če sem jaz bil v njenem prostoru, to sem večkrat poskušal, pa sem poskušal s hrano, pa zunaj, ma kje pa, ne vem, kaj je ona videla, v tisti karanteni tam gor se nekaj mora zgoditi. Ne. Nisem imel prav veliko dela, pa moram reči, da je bilo tudi drugih dela. Takrat smo morske leve dobili, takrat smo šimpanze dobili, takrat je bilo z drugimi več posla. No. Če bi hodili v Mojci kaj, potem smo pa lahko tlele, gremo še spat malo pa. Res, to je pa človek, ne. To je človečnjak, nimaš kaj. In dejansko je. Potem sem šel prvič v živalski vrt, ko je bila Mojca stara 30 let. Takrat sem seveda šel okoli vrta, vsega, gango videl, zrasla. Bila je nedelja, dopoldan, ganga je bila, mislim, da je bila privezana takrat. Vem, da sem še malo v en konflikt stopil z enimi prav pametnimi gledalci. Ne. Sem jim povedal, kaj pomeni veriga, pa je na žival v živalskem vrtu, da to noben ne mara. Še najmanj ti skrbniki, ki imajo, ampak da ni druge variante, da pač je potrebno in da to ni mucek ali pa kuža, ki ga imaš ti doma in delaš z njim, kar hočeš. Tega se spomnim, no. Seveda se pa Mojce se pa pošteno spomnim. Ja. Po 30 letih. Kar se nisva videla nikoli. Ja.
Sva prišla z ženo, sva prišla do opečnjaka. Veliko ljudi je bilo, ne 3 vrste, tako otroci, odrasli, živahno vse. Kraljica je sedela tam gor, takoj, ko sem jo prišel, sem jo videl, da je to Mojca. Gledala nekam v daljavo, bohet kaj je mislila, ne. Tam sta ene 2 mlajši opici, sta nekaj imele, bi sam pogledala dol, je bil mir. Skratka, bila je res frajerka, totalna. Praktično v vseh tistem džumbusu sem potih rekel Mojca, 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 ene 2-krat nič, večkrat bolj na glas, Mojca. Začne gledati, takole okrog, gleda. Začne nabijati tam, ko nora, nabijati, skakati tam po tisti dili, skoč dol, vse nakrat je bilo, vse živone, ona tam, ko ograji, tako da sem se zlezel čez tisto, ena ograja je bila tam spredaj, ne. Še vem, da sem bil že dosti strm, konec koncev že zrel človek, zdaj tam ljudje so bili kar malo, kakaj ta norc dela, ne. Sem že v keh ograji, roko, skoraj dober dan, no, po 30 letih. Pa ne moreš verjeti, ja. Ja, pa sem bil tam kar nekaj časa. Mislim, da je potem nekdo prišel, nekdo, ki je bil skrbnik, ker to se ne dela, ne. Živalski vrt. Ja, ja. Lepo sem povedal ljudem, tisti, ki so bili tam, ne, da so bili mi do prijateljstva. To so videli, ne, da so prijatelji, da sem imel pol leta v pisarni. Ja, Ganga je zdajle, ja, nažalost, lahko rečemo, da ima že kar tisto povprečje doživetja, ne, v vrtu. Jo, jaz si dam to k sebi. Ja, sigurno. Mislim, tako kot skrbijo za to žival, ki sploh ni žival, no, zdaj to je res, to je že kar nek osebek. Toliko kot za njo skrbijo ti fantje, to mora preživeti tako kot jaz. Mislim, še 20 let živeti. Ja. Ne bom 100, ker to je brez veze, ampak 98 pa. Pa jaz sem imel pred enim tednom sem imel rojstni dan, tako da Ganga bova še. Ja, ja. No. In ko bo naslednja žival 50 let stara, me pokličite, če je bila slučajno moja.